Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili naprej o spolni čakri. Zadnji video, ki sem ga posnela, sem govorila o tem, kaj se zdaj na globalni ravni čisti, in sicer, to je moje opažanje, eno je žalost, drugo je pa sram. Se pravi, dve taki močni čustvi. In zdaj pa gremo iz knjige, ko imajo čakre žur, dejansko pogledati, kako pa veste, da imate mogoče težave s spolno čakro. Kako naj človek ve? V glavnem, poglejte, tu je na strani 104 in sicer, kdor ima težave s spolno čakro, se na fizičnem nivoju to odraža kot probleme z mehurjem, težave s krvjo, lahko je slabokrvnost, težave z limfo, zatekanje telesa, zastajanje tekočin v telesu, celulit, se pravi napihnjenost telesa, bolečine v nogah, otekli sklepi, boleča kolena, bolečine v kolkih in v križu, problemi z maternico, od miomov do vseh ostalih težav, povešenost maternice, potem tudi ciste na jajčnikih, potem naprej nezmožnost zanositve. Zdaj pa, če gremo na moške, slaba gibljivost semenčic, se pravi, da so lene semenčice, in težave s prostato, seveda moški, ki imajo težave s prostato, hkrati imajo težave tudi z uriniranjem, z erekcijo, potem nezmožnost doživljanja spolnega vrhunca tako pri ženskah kot pri moških, potem težave s hemoroidi, slabo delovanje možganov. Zdaj si rečete, kako če je spolna čakra spodaj, možgani so pa zgoraj. Ja, zato ker v bistvu energija ne more iti v možgane, ker ta življenjska energija, ki jo imamo v bistvu na tej energijski posodi med korensko in spolno čakro, se pravi, to je v bistvu prav tukaj med kolčnimi kostmi, je kot bazen energije. In če ta energija ne gre v možgane, če jo nimate, če vam odteka megla v možganih, depresija, enostavno zgine vam tok misli. In zanimivo, glavna čakra, ki določa, kako delujejo vaši spolni organi, je hipofiza. Hipofiza odloča o tem, a bojo delovali spolni hormoni ali pa ne bojo. Pa je v glavi to, a ne da? Potem težave z grlom, težave s hripavostjo, pri moških, ki imajo težave s spolno čakro, previsok glas, pri ženskah, ki imajo pa pomanjkanje te spolne energije in so preveč v moški energiji, imajo pa nizek glas in so možate in so poraščene po delih, ki ni normalno za ženske. In kdor ima težave s spolno čakro, ima tudi lahko težave s ščitnico. Pa pomislite, pa si to skoraj vse težave. Ja, ogromno težav je povezanih s spolno čakro. No in potem seveda, potem pišem naprej v knjigi, ko imajo čakre žur, kako pa zdaj spraviti spolno čakro v ravnovesje. Seveda lahko naredite prvo stvar, da začnete drugačno hrano jesti. Se pravi, greste pogledat najprej, kaj lahko jeste. Pod prvo, vsa hrana, ki čisti naše telo, deluje na čiščenje strupov in s tem pride do boljšega delovanja spolne čakre. Kaj vam priporočam? Zeleno je treba piti. Treba je piti, uživati čim več temno-zelene zelenjave, ki deluje čistilno na naše telo, predvsem pa vse, kar vsebuje grenčine. Potem naslednja stvar, bolj pomembno pa je, da se lotite podzavestnih vzorcev, ki vplivajo na to, da počistite. Še prej, za vitamine vam moram povedati. Kdor ima kakršnokoli težavo od teh, kar sem vam naštela, nujno potrebuje, ampak to je prav nujno potrebuje E-vitamin, zato ker E-vitamin povečuje prekrvavitev, dovaja kisik v pljuča, v možgane in tudi v spolne organe. In vemo, da naravni E-vitamin D-alfa-tokoferol, je oznaka za naravni E-vitamin, deluje na to, da spolni hormoni boljš delujejo, ker hormoni so topni v maščobi. Jaz vam priporočam, vzemite od mojih vitaminov, ker zakaj? Zato, ker so dobri.
Wheat oil, to je olje iz pšeničnih kalčkov, je naravno, je hladno stiskano olje in deluje na to, da se pač da te hormoni, ki so povezani s spolnostjo, bolj začnejo delovati. Naslednje prehransko dopolnilo za hormone, še bolj pomembno za moške kot za ženske, je cink. Tako da vzemite cinkove tablete, imam tudi cinkove tablete. Zdaj, jaz imam tamle vitamine zložene, omega-3, absolutno, omega-3, ker so pač hormoni topni v maščobi. Tako da to so trije taki ključni vitamini, ki pomagajo. Se pravi, E-vitamin je antioksidant, omega-3, ker pač brez omega-3 ni vezave hormonov, in cink. Pač jaz na vašem mestu bi vzela še formulo 4, zato ker formula 4 vsebuje cink, bakar, selen, jod ali pa beta-glukat, zaradi tega, ker ista sestava je, ampak več ima formula 4 noter, ker potrebujete za čiščenje težkih kovin iz telesa, ker največkrat hormoni začnejo delovati zaradi tega napačno, ker imamo v telesu preveč hormonskih motilcev. No, zdaj pa gremo na podzavest. Najbolj izmed vsega pa moti delovanje naših hormonov in naše spolne čakre, prav naša podzavestna prepričanja, naše misli, naše čustvovanje. In najprej preverite z mišičnim testom. Se pravi, težave, ki jih imam, recimo kakršnakoli ta fizična težava, ki jo imam, so povezane s tem življenjem. To je prvo vprašanje. Se pravi, meni spolna čakra ne deluje, zakaj? Ker imam v tem življenju neke težave, ker imam zastrupljeno telo, recimo. Lahko pa preverim, če so te težave povezane z mojimi preteklimi življenji in spolno zlorabo. In ta tretja zadeva, težave, ki jih imam s spolno čakro, so povezane z bolečino mojih babic in prababic in so povezane z družinskim deblom. Ja. Človek reče, joj, koliko je težko to življenje. Zato, ker predelujemo to življenje, ki ni enostavno, predelujemo linijo naših prednikov, ki je kakršna je in nihče ni na počitnicah. In tretja zadeva, mi kot duša prinesemo svoje programe za predelati. Pol se pa pej do tem življenju, ker je toliko vsega. Ampak, če se vam veliko dogaja, pomeni, da je vaša duša rekla, jaz to zmorem. In verjemite mi, vsak, jaz bom tukaj rekla, si izbere, ne da mu Bog naloži toliko, kar zmore, ampak kot duša si naloži toliko, kar zmore. In verjemite mi, da zmorete. No, v glavnem, potem pa greste naprej preverjati z mišičnim testom. Jezna sem na svojega partnerja, oziroma partnerko, jezena, ne? Spolnost se mi gabi. Spolnost je greh. Spolnost je umazana. Spolnost pomeni bolečino. V spolnosti mi ni dovoljeno uživati. In zdaj naslednja stvar, spolna čakra, če je blokirana, je možno tudi to, da imate težave s tem, da ne morete shujšati. Zakaj? Pa ena gospa bila pri meni na svetovanju in sva se toliko srca nasmejali, kaj je bilo tako, moram biti debela, da sem neprivlačna za moške. Ja, vse hoče narediti na podzavestni ravni, da je pač, dajte mi mir, jaz se z vami ne mislim ukvarjati, ker ima njen program je, da vse ženske so manipulatorke in da vsi moški zanjo pomenijo bolečino. Normalno, da živi sama, a ne? No, tako da v glavnem, knjiga, ko imajo čakre žur, je napisana kot vodič. Vidite, da imate težavo in to ni roman, to ni, da berete zgodbice, čeprav so zgodbice noter mojih strank, tudi moje na konec koncev, kako sem jaz predelovala moje karmične lekcije, ampak pomembno je, da mi gremo preveriti z mišičnim testom in potem vsako težavo posebej počistiti. Poglejte naprej. Na spolno čakro se zapišejo tudi recimo ženske, ki so naredile splav. Ne zaslužim si otrok. Ne zaslužim si radosti, zaslužim si kazen. Jaz sem slab človek. Recimo, ženska, ki je v tem ali v preteklih življenjih delala splave, skoraj vsem imajo program, zaslužim si kazen, jaz sem slab človek.
Glejte, slabih ljudi, prav slabih ljudi je malo. Po večini smo ranjeni in zaradi teh ran lahko naredimo kaj slabega. Jaz sem videla eno od mojih preteklih življenj, ko sem v tistem življenju bila zdravilka in sem delala slabo. Bila sem žena od nekega majevskega poglavarja in ker je bila zame tako huda bolečina, sem padla v eno tako žalost, da sem ljudem škodovala. Veste, in največkrat je povezano s tem, ne da je človek slab, ampak samo ranjen. No, in v ta novi knjigi pišem o tem, kako prepoznati rane in kako jih pozdraviti. In pišem tudi o tem, kako moški prepoznajo rane in kako jih pozdravijo. No in v glavnem tako, to je to. Znaki, ki kažejo, da ima ženska težave z, seveda ne samo z menopavzo, ampak načeloma spolno čakro. Občutek zabuhlosti, vročinski oblivi, zastajanje vode v telesu, pogosti glavoboli, suha nožnica, nemiren spanec, bolečine v sklepih, nerazložljiva jeza, živčnost, žalost, občutek, da je koža bolj mlahava, pridobivanje maščobe na predelu trebuha, težave s koncentracijo in spominom, zmanjšana spolna sla, povečana utrujenost in neredne menstruacije. In tudi neredne ovulacije. To je vse povezano s spolno čakro. No in zdaj tisto, kar lahko začnete delati, da se vaše telo postavi v ravnovesje. Držite se načel zdrave prehrane, pijte zeleno, popijte vsak dan 2 do 3 skodelice čaja iz armana, ognjiča, plahtice, plešca, melise, timijana in črne detelje. In zdajle, če greste na sprehod, dajte kakšen cvet detelje enostavno požvečiti. Ker detelje vsebuje naravne estrogene, naravni estrogeni pa pomagajo, da se tvorijo potem tudi naši estrogeni, se pravi ženski hormon estrogen. Zdaj vam pa povem naprej, koliko je teh spolnih zadev, res je ogromno napisan, ampak vam želim povedati, ko se duša odloči, sem pisala dejansko tudi o tem, ogromno je. A veste, ko je hčerka oblikovala tole knjigo, je rekla: mami, zakaj si to pisala do grlene oziroma do grlene čakre in tukaj manj? Zaradi tega, ker brez veze je, da vam pišem, kako razviti duhovnost, če imate težave s sramom, s temeljem, s temeljnimi čakrami. V glavnem, ženska, ki želi povečati stopnjo estrogena, to je pa na strani 150, naj si kupi šopek rož, naj se lepo obleče, naj govori o svojih težavah, naj govori o odnosih, sam občutek, da je slišana in opažena, se je pri njej stimulira njen hormon estrogen, takrat, ko se povezuje v skupnost, ko moli, ko kogarkoli objame, ko nekoga tolaži, ko izraža hvaležnost sama ali ko drugemu izraža hvaležnost, ko gre na zmenek, na romantiko ali pa ko se sama počuti romantično ali pa ne nazadnje, ko pleše, lahko tudi sama s sabo ali pa če gre nekam, kjer se pleše, vsakič, ko občuti, da je cenjenja, takrat se avtomatično poveča ženski hormon estrogen. No in ženski hormon progesteron se pa poveča takrat, ko sproščeno klepeta, ko pripravlja obroke za družino, ko recimo gre na jogo, ko je na kakšnem tečaju, ko poje v skupnosti ali pa tudi cerkveni zbor ne nazadnje, ko se ukvarja s športom in mogoče je to timsko delo, ko vrtnari in skrbi za rože, ko hodi v naravi in ob tem občuti zadovoljstvo, ko objema drevesa, sedi ob vodi, opazuje sončni zahod ali vzhod ali zahod, v glavnem vse, kar ji povečuje občutke zadovoljstva, ženskam stimulira ženske hormone. No, kaj pa moškim stimulira moške spolne hormone? Ne toliko, da govori o problemih,
Ampak zanimivo, moškim stimulira moški hormon testosteron, če samo posluša in ne poskuša najti rešitve. In tukaj vem, da imajo mnogi moški izziv, zato ker niso programirani na poslušanje, ampak na reševanje problemov. In moški, ko se začne zavedati, da se s tem krepi njegov moški hormon, ko recimo žensko samo posluša in je sočuten do nje in jo mogoče samo objame, s tem že krepi svoje hormone. A ni to dobro? Mislim, tako neverjetno. Brez da rešuje njene težave. Brez reševanja. In tako moški pride bolj v moško energijo. No, o tem pa več pišemo v ta novi knjigi, kako moški stimulira moške hormone. No, zdaj sem točno tam v tem. Zdaj o tem pišem, tako da je mogoče naslednji video več o tem. Tako da uživajte. Ja, a še kakšno pozitivno sporočilo? A ne? Kar se tiče spolne čakre. Zdravljenje spolne čakre. Da vidimo, stvarnik. Za vse tele svetle dušice, ki spremljajo moj kanal, kaj je prav, da vejo, da ozavestijo, kaj je tisto, kar ta trenutek rabijo vedeti, povezavi s sramom, spolno čakro, pa tale ven gleda. Pred nami je prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidite, se na obzorju že kaže nov dan. In potem je prišla tema. Kaj se pa skriva v nezavednih delih vas? Prosite stvarstvo za zavedanje. Ja, ker ne moramo iti v novo dobo, če ne sčistimo temnih plati. In naslednja stvar je, vidim resnico. Čas je, da vidite resnico, ker dobesedno je tako, kot je Jezus rekel, resnica vas bo osvobodila. In zmorete vztrajati na začrtani poti, ker angeli, vaši vodniki, duhovni vodniki vam stojijo po strani in celo stvarstvo navija pri tem, da naredite korak naprej. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov.